V času, ko nas tehnika že skoraj prehiteva, je kar nujno vedeti, kaj je bloganje in kaj je vloganje. Gre za dva načina komuniciranja z ljudmi preko različnih kanalov. Beseda blog je angleška okrajšava besede weblog, ki je v uporabi od leta 1997. Gre za spletni dnevnik, v katerem prevladujejo besedila. Druga možnost pa je komunikacija z video vsebinami. To je vlog. Nekaj najbolj znanih slovenskih blogov in vlogov lahko najdete na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram in YouTube. Blogerji črpajo vsebino iz svojega življenja in interesov. Kadarkoli me nekdo sprašuje, kaj bi, kaj ne bi, jaz mislim, da je najbolj pametno, pa najbolj ključno, da izhajaš nekako iz sebe. Ker je zdaj res bloganje neka modna muha temu lahko tako rečem, je pomembno, da izhajaš iz sebe, ker tudi če boš ti želel pisati nekaj, kar je zdaj popularno, ja, ok, boš uspel napisati 10 objav, ampak kaj pa po 10 objavah? Ti pa zmanjka materijala, ne, in zgodi se ti tudi zdaj, da ti zmanjka kdaj ideje ali pa inspiracije ali pa dobiš neki blackout, ampak pač dosti lažje je, če si na blogu to, kar si. Je bloganje nekaj, kar delamo in zapisujemo ter objavljamo v prostem času za svojo dušo, ali je to nekaj, s čimer lahko zaslužimo? Z blogom se vsekakor da zaslužiti tudi pri nas. To ni samo nekaj, kar je v tujini, z blogom se da zaslužiti tudi pri nas, ampak pač pomembno je, oziroma zelo je smiselno, da ne greš za to mislijo v to. Zaradi tega, ker ni tako lahko. Slovenija je majhen trg, majhno tržišče, tudi tuja predstavništva podjetij imajo bistveno manjši budžet za domače influencerje, za domače reklame, za domače kampanje so bistveno manjše zneski, kot so druge, in preprosto jim na račun, ne vem, tiskanih medijev, televizijskih oglasov in potem tisti neki del, ki bi pa še ga lahko nekam usmerili v nek dodaten kanal, ponavadi zmanjka. Tako da tukaj je predvsem pomembno, da si ti ustvariš nek krog bralcev, sledilcev, ki jih zanima, kaj se s tabo dogaja, ki jih zanima, ne vem, kaj ti v življenju počneš, katere proizvode uporabljaš, kam hodiš na počitnice, in potem v bistvu na podlagi tega lahko ustvarjaš tudi neke zgodbe, ki so za nekoga reklama. S pojavom videoblogov je sama beseda blog dobila širši pomen. Oseba lahko izraža svoje mnenje, deli izkušnjo ali govori o nečem, o čemer meni, da bi utegnilo zanimati tudi druge. In to tudi posname. Ena izmed mariborskih vlogerk je Aleksandra, ki s svojimi vsebinami ponuja pomoč predvsem pri lepoti, modi in potovanjih. Začelo se je z lepoto, potem lepoto sem nekako z leti malo pustila, malo sem jo dala na stranski tir, sicer je še vključena, ampak dosti manj. Zdaj sem pa večinoma moda, lifestyle, malo sem tudi to osebno, skozi kaj grem jaz v življenju, tako da je vse pomalo, nek tipično življenje 23-letnice. In zakaj vlogi in ne blogi? Snemati vloge je bila moja že skoraj prvotna želja, samo takrat ob mojih začetkih mi je bilo dosti preveč sram za to. In nisem si mogla predstavljati, kako bi jaz zmontirala video, kako bi rezala, kako bi snemala, kje imam opremo, ne. Pol nekako z leti sem gotovila, to ni to sploh toliko zakomplicirano, zaljubila sem se v montiranje, sem pa vztrajam v tem in dajem malo več poudarka tukaj, ker se mi zdi, da je dosti bolj osebno, da te ljudje lažje prepoznajo, da tudi ne moreš zaigrati nekih besed, da se ti vse vidi in si dosti bolj pristen, lažje se navežejo ljudje, stik postavijo s tabo. Živo punce, kar se vam javljam, ker sva z Evo posneli delček za oddajo RTS 24. Zgleda, so me Mariborčani sprejeli med svoje. Da sem končno tudi uradna, ker sem na mariborski televiziji. Primorka. Pa smo naredili vlog. Telefon je pripravljen, mi dve tudi, dogovorjena je vsebina vloga, zdaj še stisnemo tipko za snemanje in smo. Lahko že zdaj pošljem, jaz se pa tudi objavim. Verjetno pa ste, če ste vsaj malo aktivni na družbenih omrežjih, zasledili tudi Janija in Tejo z vlogi pri Kulfotru, kjer se osredotočajo na družinsko življenje in vsakdanje težave. Komotar večinoma ocenjuje avtomobile, na Štajerskem pa je verjetno trenutno najbolj popularen We Will Grill You, kjer je Boštjan strnil svoje vloge ljubezen do kuhanja in pripravljanja žara, vse skupaj pa je pomešal s humorjem in edinstvenim nastopom pred kamero. Servus, viš, na taki dan se pa videlo, či si ali nisi. Saj te veš, kaj ti bo rekla? V dežju se ne peče. Vrede, te pa ti po soncu na nohte ide. Za tiste, ki razmišljate o tem, da bi si kariero zgradili s pisanjem blogov ali snemanjem vlogov, pa imamo še en nasvet.
piši iz sebe in vztrajaj. Da ne pričakuj čez noč vse slovenske slave, ampak predvsem vztrajaj in sigurno bo tvoj trud opažen.